Dober večer, dragi gledalci in drage gledalke. Lepo pozdravljeni na predvečer slovenskega kulturnega praznika 8. februar, ko Slovenci še posebej praznujemo kulturo, jo obeležujemo in se ponavadi tudi kulturno udejstvujemo. Nekateri pravijo, da je potrebno vsaj ob kulturnem prazniku, če že nekaj drugega, vsaj prebrati v roke, vzeti kakšno knjigo. Seveda pa je to priporočljivo ne samo ob februarju, pa ne samo ob 8. februarju, ampak skozi celotno leto. V studiu gostim posebnega gosta, seveda prihaja iz kulturnih vrst. Z nami je državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Anton Peršak. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober večer. Kot sem rekla, sva tukaj v tem pogovoru na predvečer slovenskega kulturnega praznika, pa mogoče da najprej narediva en uvod, pogledava, kakšno je stanje v slovenski kulturi. Vemo, da ste vi prej opravljali različne funkcije, vemo, da izhajate iz AGRFT, bili ste tudi državni svetnik, ste režiser, pisatelj, skratka v kulturi delujete že kar nekaj časa, kar nekaj let in zdaj delujete tudi na Ministrstvu za kulturo. In kaj bi rekli, kakšna je kultura v Sloveniji? Ja, res je, da sem, če bi lahko tako rečem, kulturo okušal z vseh možnih plati. Se pravi, po eni strani kot sam ustvarjalec, po drugi strani kot kulturniški aktivist, kot kulturniški funkcionar, in tudi kot politik, recimo temu. Tako sem se ukvarjal predvsem s politiko z področja kulture in tako naprej. Zdaj, to stanje slovenske kulture danes je pa seveda mogoče gledati z več plati. En vidik je seveda tisti najbolj pragmatični, pa v mnogih primerih tudi najbolj odločilni, to je finančni vidik. Slovenska kultura nikoli ni bila bogata. Saj poznamo Cankarjevo geslo, o slovenski kulturi kot krizantemi Siromakove. Ampak takrat so bili seveda tudi časi taki, da ni bilo pričakovati, da bi tedanja oblast, Cankar je to zapisal še v časih Avstro-Ogrske, kaj bistveno vlagala v slovensko kulturo. Ampak tudi kasneje ni bilo bistveno boljše, čeprav v primerjavi z današnjimi razmerami je bilo pa vseeno boljše. Evropski standard je nekako, da naj bi kulturi bilo namenjeno približno 1,5% bruto domačega proizvoda. In če pogledamo bruto domači proizvod za leto 13-14, bi to pomenilo tam nekje okrog 555 milijonov evrov. Če vemo, da je proračun Ministrstva za kulturo vključno sredstvi, ki jih dobivamo iz evropskih skladov, tam nekje blizu 160 milijonov, trenutno, letos še nekoliko manj, da občine namenijo za kulturo približno podoben znesek, mogoče malenkost nižji, da je pa prispevek zasebnega sektorja, zlasti v zadnjih letih krize, seveda vedno bolj zanemarljiv. Vidimo, da je ta znesek tam nekje verjetno oziroma gotovo pod 350 milijonov, kar pomeni, da z vidika nekih evropskih meril zmanjka tam vsaj 200 milijonov evrov. To pa seveda pomeni, da slovenski kulturi zmanjka sredstev za nekatere zelo pomembne dejavnosti, ki bi to kulturo bolj učinkovito umestile tudi v nek mednarodni prostor. Mi nimamo nobenega kulturnega centra v tujini, ki jih imajo vse sosednje države, celo Madžari, Hrvati in tako naprej. Mi nimamo nobenih velikih predstavitev slovenske kulture v tujini. Zdaj načrtujemo recimo za leto 2020, da bi bila Slovenija gostja na Frankfurtskem knjižnem sejmu.
Mogoče bomo se predstavili, če bodo dogovori obveljali, kolikor toliko solidno tudi vse z vidika kulturne dediščine na Expo letos v Milanu, ne. Ampak to so vse bolj sporadične, bolj slučajne dogodki, ni pa nekega sistemskega dela na tem področju. Tako se pravi, da ta finančni vidik, ne, je ena izmed posledic tega primanjkljaja je tudi to, ne, da so drastično padli v zadnjih 2 desetletjih recimo avtorski honorarji, da danes razen mogoče najbolj iznajdljivim umetnikom od umetnosti v Sloveniji preprosto ni mogoče živeti, ne, vsaj nedostojno. In drugič, da je zlasti med samozaposlenimi, ki so normalen pojav, vse države na svetu imajo tako imenovane samozaposlene, tako imenovane freelancerje po angleško, ne, da je 90% izmed teh približno 3000 samozaposlenih, ne, kar ni pretirana številka, pravzaprav živi pod mejo revščine, ne. In da brez pomoči staršev, svojih žen, mož in tako naprej praktično ne bi mogli preživeti, ne. To je en vidik. Drug vidik je ta, da se tudi kultura sama še ni v celoti začela zavedati, še manj pa politika v Sloveniji, da se je po osamosvojitvi pravzaprav položaj kulture obrnil na glavo. Slovenska kultura je pred letom 1990 pravzaprav nadomeščala nacionalno politiko in kultura je bila tista, ki je v največji meri spodbudila in gojila projekt naroda, ki si je seveda želel lastno državo, ne. Tako navadno, kultura je bila praktično najbolj državotvorna dejavnost v Sloveniji, ne. In kultura je tudi v veliki meri prispevala k temu, da je se Slovenija dejansko osamosvojila. Ampak s tem, ne, se je seveda vloga kulture spremenila. Kultura se mora zavedati, da je danes eden izmed družbenih podsistemov, tako kot je to politika, tako kot je to gospodarstvo, tako kot je to znanost, recimo, ki mora težiti za tem, da da se vzpostavi kot enakovreden partner v enakopravnem dialogu s politiko, gospodarstvom in tako naprej. V naši kulturi je še vedno preveč razmišljanja, da je kultura pravzaprav še vedno v tisti vlogi, ne, da se mora boriti za afirmacijo slovenstva, da mora gojiti neko domačijskost, recimo, in tako naprej, ne. In tretji vidik, ne, ki je pa seveda pomemben z nekega drugega vidika, je pa ta, da se niti kultura sama, ampak kultura vedno bolj, niti politika, niti gospodarstvo ne zavedajo pravzaprav ekonomske funkcije kulture, ne. Mi šele v zadnjih letih se začenjamo pogovarjati o tem, kaj pravzaprav kultura prinese. Tudi z vidika bruto domačega proizvoda, ne. Pri nas so ljudje bili šokirani, ne, ko so slišali podatek, da v Nemčiji je prispevek kulture, v Nemčiji, poudarjam, da je prispevek kulture v bruto domači proizvod višji od avtomobilske industrije. Pri nas so ljudje strašno začudeni, ko se jim pove, da kultura neposredno več prinese v bruto domači proizvod kot gostinstvo. Celotno gostinstvo v Sloveniji, na primer, ali pa kmetijstvo. Seveda je kmetijstvo dejavnost, ne, ki ima tudi druga merila, ni pomemben samo delež v bruto domačem proizvodu. In isto seveda velja za kulturo. In nihče ne razmišlja o tem, ne, da je kultura sama po sebi dejavnik, ki širi horizonte, ne, ljudem, ki vpliva na ustvarjalnost ljudi, ne, se pravi na inovativnost. In obstoja neposredna korelacija, ne,
tudi po statističnih podatkih. Višje razvita je kultura v določeni državi, bolj so te države razvite. Ne? Le da mi velikokrat tega ne vidimo tako. Ne? Mi recimo, ko razmišljam, bom zdaj rekel primer Združenih držav Amerike, ne? Mi se velikokrat ne zavedamo niti tega, koliko se v Združenih državah dejansko vlaga v kulturo in kakšne učinke to prinaša. Ne? Američani so seveda dovolj zviti, ne? Da pobirajo smetano iz vseh takih držav, kot je Slovenija. Ne? In tako rekoč kradejo pamet, kradejo ustvarjalnost celemu svetu s tem, ne, od sistema Fulbrightovih štipendij do sistema, ko vabijo predavatelji na svoje univerze. Tudi slovenski pesniki, ne, in tako naprej predavajo na ameriških univerzah. Recimo kreativno pisanje in tako naprej. Ne. Američani že vejo, zakaj. Ne. Tukaj bi lahko potem rekla, čeprav razumem, da Američani znajo dobro tržiti kulturo, medtem ko je mi ne. Ja, to je ena stvar, ne. Predvsem pa znajo to, ne, da tudi to je zelo pomembno, ne, da če ti hočeš, ne, vzpostaviti z neko državo, s katero še nimaš vzpostavljenih dobrih ekonomskih odnosov, ne, ali pa tudi vpliva, na katero še nimaš, ne, da je treba poslati najprej tja svojo kulturo in svoj šport. Ne. Tudi s Kitajci, ne, to je zelo znano, ne, govorili se je o ping-pong diplomaciji takrat, ampak pozabili se pa na to, ne, da so Američani najprej vdrli v Kitajsko, to je oblika množične kulture, s tako imenovano Coca-Cola kulturo, ne? Da so pač s to svojo popularno glasbo, z temi rečmi, da so jih zavestno lansirali tudi na Kitajsko, ne? Zato, da so pravzaprav odprli si pot do Kitajcev, ne? In seveda do Indije in do vseh teh velikih držav, ki so seveda tudi z nekim minimalnim deležem že pomemben trgovski partner, recimo, in tako naprej. Prej ste govorili tudi že o samozaposlitvi v kulturi. Govorili ste, da je pri nas kar nekaj, da sicer številka ni tako velika, ampak da ti ljudje nekako živijo na pragu revščine. Kako to zdaj spremeniti? Kako recimo je sploh z samozaposlitvijo v kulturi? Kdo lahko so, kakšni postopki so nenazadnje to in pa kako v bistvu to spremeniti? Ja, seveda najprej bo treba narediti določene zakonodajne spremembe. Ne. Na ministrstvu se ravno zdaj ukvarjamo z idejami, da bi v prvem koraku spremenili zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, vsaj z vidika nekaterih teh osnovnih pogojev, zato da bi nekoliko olajšali ta položaj samozaposlenih. Eden izmed takih ukrepov je recimo ta, ne, da ker zdaj gre za dvoje. Ne. Najprej je sam status samozaposlenega. Ne. To pač nekdo ta status dobi s tem, da dokaže, da se pač s to dejavnostjo ukvarja, ne, in da seveda nima neke druge zaposlitve. In naslednji korak, in ta je pravzaprav bistven, je pa ta, da tisti samozaposleni, za katere se ocenjuje, da vendarle je njihov prispevek že pomemben za Slovence kot kulturno skupnost, ne, in da je pomemben z vidika tako imenovanega javnega interesa, pridobijo pravico, da jim država pokriva socialne prispevke. Se pravi, da so socialno, zdravstveno zavarovani in da, kajti že to je seveda izdatek, ki ga nekateri pravzaprav ne zmorejo, oziroma če bi to plačevali in pravzaprav za druge stroške pa za življenje ne bi več nič ostalo. Ne.
No in zdaj je potrebno ta status obnavljati na vsaka 3 leta, kar je zelo naporno, ker je v teh 3 letih potrebno nekaj večjega narediti, ker je treba dobiti kakšno priznanje, ker je treba, če si likovnik, imeti vse kakšno samostojno razstavo in tako naprej. Ne. Zdaj, vse to je pa težko, ne, ker je povezano tudi s stroški, recimo. Sredstev je pa malo. Ne. Zlasti še posebej ravno likovniki, ki sem jih prej omenil, ne, so posebej izpostavljeni in položaj likovnikov je danes verjetno najtežji v Sloveniji. Ne. No in zato zdaj predlagamo, da bi se ta doba podaljšala na 5 let in predvsem pa to, ne, da ko nekdo doseže neko določeno starost, ko lahko pride že tudi vprašanje bolezni, ne, recimo pri 50. 55. letu, ne, da mu ne bi bilo več potrebno statusa obnavljati do tistega leta, ko izpolni pogoje za upokojitev, ne, ker dejansko se mnogim zgodi, ne, prvič navdih, ne, kot se po starem reče, ne, ugasne, ljudje zaradi bolezni, zaradi kakšnih drugih razlogov ne zmorejo več, ne, in je res kruto, ne, če se pri 60 letih nekdo znajde pravzaprav, da nima denarja niti za to, da bi si plačal zdravstveno zavarovanje. Ne. Ko govoriva o samozaposlitvi, vsekakor ne moreva tudi mimo zaposlovanja. Vemo, da je brezposelnost težava ne samo v Sloveniji, tudi drugod po Evropi, da je ravno tako kot ostali sektorji tudi kulturo to prizadelo. Vemo, da, kot ste že prej govorili, imamo v bistvu vse javne zavode, nimamo privatnega sektorja, ki bi nekako vlagal v kulturo in tukaj naletimo na eno težavo. Vse tisto, kar deluje v kulturi, so večinoma javni zavodi in tukaj je nekako omejitev zaposlovanja v kulturi. Na eni strani pa imamo veliko izobraženih, ki so namenjeni za te ustanove in je velika težava potem tudi mladih, ki na področju kulture ne najdejo zaposlitve. Ja, zdaj je, to je res, ne, in v zadnjih letih, odkar so te omejitve, ki izhajajo ki so posledica krize, ne, v zvezi z zaposlovanjem, je ta položaj še toliko hujši, ne. Zdaj, res je, ne, da na določenih področjih, ne na vseh, delujejo javni zavodi. Javni zavodi, kot rečemo, izvajajo neke vrste javno službo na področju kulture, ki jo država preprosto, tako sodimo, ne, mora zagotavljati. Ne. To imamo na področju gledališča, na področju muzejev, seveda kulturne dediščine sploh, ne, potem knjižničarstvo, glasba, ne, galerije in tako naprej. Zdaj, na tem področju sta 2 sistema. Ne. En sistem je tisti, kar je v nacionalnem interesu, recimo to so 3 gledališča v Sloveniji, ne, ki so nacionalna. Ne. Potem 2 izmed teh 3 imajo tudi opero in balet. Ne. Potem so to seveda mreža nacionalnih muzejev, to je potem je mreža javnih knjižnic, javnih splošnih knjižnic, potem je, ne vem, mreža zavodov na področju kulture, varstva kulturne dediščine in tako naprej. Seveda so pa sektorji, kjer pa tega ni. Ne. Recimo, to je sektor knjige. Ne. Kot vemo, je založništvo se smatra za gospodarsko dejavnost, ne. Avtorji so pa seveda v celoti odvisni od založnikov, ne. Pisatelji, pesniki in drugi avtorji z področja književnosti. Potem je seveda likovniki, ki sem jih prej omenil. Ne. Tam seveda obstojajo galerije. Ne. No, treba je še to reči, ne, da seveda delujejo po Sloveniji tudi javni zavodi, ki pa so regionalnega pomena. Zdaj, mi regij nimamo, ne, v Sloveniji je vse neformalnih ali pa pokrajin, zato te zavodi delujejo v bistvu kot medobčinski. In tu je prvi problem, ne, da so posamezni izmed teh javnih zavodov, ki delujejo kot medobčinski, v slabšem položaju kot drugi. Ker se pač
vse občine žal ne zavedajo v enaki meri, ne, pomembnosti te dejavnosti, ali pa zaradi nerazvitosti dajejo prednost, kar je tudi razumljivo, infrastrukturi, ne, se pravi kanalizaciji, vodovodu, cestam in tako naprej. Ker glede na to, da regij ni, ne, te javne zavode v približno 80% financira še vedno država, 20% približno prispevajo občine, razen v posameznih, res posameznih primerih. Drugo, kar je, potem so pa, kot pravim, dejavnosti, kjer pa v bistvu javnih zavodov ni in kjer tudi ni na voljo služb, ne. Zdaj, igralci, ne, imajo vendarle, vsej večina se jih lahko še vedno zaposli, ne. Res pa je, da se v zadnjem času zlasti mladi težko zaposlijo, ker je zaposlovanje dodatno prepovedano, ne. Hkrati pa sindikati, ne, seveda zelo, zelo ščitijo tiste, ki so že zaposleni. Veliko manj pa vidijo tiste, ki niso zaposleni in živijo neprimerno v slabših pogojih, ne. In zdaj težava je pa v tem, ne, vsi samozaposleni mladi igralci so bili tudi prej, ne, ampak so gledališča lahko več angažirala tudi te mlade igralce. Poleg tega je bilo več možnosti za to, da so recimo samostojno se združevali v projektno, ne, in tako naprej. Zdaj je zaradi pomanjkanja denarja tega manj, hkrati pa težje pridejo v predstave poklicnih javnih zavodov, ne, v poklicne, in zato si težje nabirajo izkušnje in ustvarijo ime, ne. Igralec brez imena, ne, kot temu rečemo, ne, se pravi brez neke popularnosti pa se težko uveljavi, ne. In še hujš je to na likovnem področju, ne, kjer je seveda tudi strošek velik, ne. Likovnik pač potrebuje atelje, potrebuje barve, potrebuje material, če je kipar, ne, in tako naprej. In je njegov vložek v to, kar dela, že zelo visok. Trga likovne umetnosti pa trenutno v Sloveniji praktično ni, ne. Potem je gospodarske družbe, ki so se sprivatizirale, ne kupujejo več, fizične osebe kupujejo malo, ne. Omenil bom en na videz bizaren problem, ampak ki je zelo pomemben za likovnike. Včasih, ne, je bila v Sloveniji navada, ne, da so se za poslovna darila, ne, tudi ob novem letu zelo pogosto dajale tako te male grafike, pa take, pa akvareli, pa to, ne. Danes zaradi omejitve, ne, te daril, ne, in zaradi prepovedi sprejemanja daril nad 5 evrov, recimo, ne, praktično je to ugasnil. Ampak takrat, ne, ker je to bilo, ne, so mnogi likovniki na ta račun vendarle nekaj dobili, ne, nekaj denarja. Zdaj ga ne dobijo več, ne, z tega naslova. In tako naprej, ne. Skratka, hočem reči, ne, da se je položaj, ne, ob tem, da je treba vedeti tudi to, ne, da so se sredstva Ministrstva za kulturo, ne, v 5 letih, ne, z 205 milijonov znižala naprej, kot sem omenil, recimo na 155. In zdaj znižala so se seveda za programe in za projekte samozaposlenih. Zakaj? Zaradi tega, ker plače, ne, pa materialni stroški javnih zavodov so ostali enaki, ne. Niso se zviševale, to je res, ne, zaradi omejitev tako novanega ZUJF-a, ne, popularnega, upam, da vsi gledalci se še spomnijo te kratice, ne, zakon o omejevanju v bistvu, ne, ukrepih za stabilizacijo javnih financ, ne, se niso zviševale plače, ampak ostale so pa enake. In tistih 50 milijonov, ne, ki jih je ministrstvo izgubilo v teh 5 letih, gre na račun investicij in na račun programov, ne.
Težava je tudi, ko pridemo do ohranjanja kulturne dediščine. Vemo, da jo imamo v Sloveniji kar nekaj. Recimo nedavno primer tudi Rakuševega mlina, ki je tukaj neposredno v bližini v Celju. Kar nekaj polemike iz različnih strani. Vemo, da imamo na eni strani veliko kulturne dediščine, ki je glede na finančno stanje ne moremo vzdrževati. In tukaj mogoče ponovno naletiva na ta problem, ni pa zasebnega sektora, ki bi vlagal v te, recimo, gradove in podobne stvari, kar pač je kulturna dediščina. Na drugi strani pa je vse, bi lahko rekli, zaščiteno. In so zelo hudi postopki, ko pride do tega, da bi nekdo pa želel nekaj vlagati, nekaj spremeniti, nekaj prenoviti. Skratka, bi lahko rekli, kar en velik konflikt oziroma problem. Ja, no, zdaj, zgodbo Rakuševega mlina recimo, da do neke mere pač poznam, ne, in vem, da so interpretacije tudi do neke mere različne, ne, kaj se je tu dogajalo. Predvsem glede tega, ne, ali je občina pravzaprav do katere mere je nekako varovala, ne, to zgradbo, do katere mere je, kot nekateri mislijo, jo nekako pustila propadati, ne? Ali pa nekim zlorabam, recimo tudi, ne? Tudi ta požar, ki se je noč zgodil, ne? Naj bi bil posledica take vrste zlorabe, ne? Se pravi nedovoljene uporabe prostorov in potem pač tega, da so not to, tako rekoč zakurili, ne? In pa seveda tudi to, ne, kaj do namigovanj, ne, da se je vse skupaj dalo nekako dovolilo, ne, da se je to zgodilo, kar se je, zaradi pač interesov, ne, na tem območju. Ampak problem, katerega delček je tudi zgodba Rakuševega mlina, je seveda širši, ne. Po eni strani je to problem, da se mi zlasti v preteklosti, pa še vedno premalo zavedamo potenciala, ki ga ima kulturna dediščina, ne. Če pogledamo nekatere druge države, ne, vidimo, ne, da ravno s trženjem kulturne dediščine, ne, skozi seveda kulturni turizem, ne, te države ustvarjajo izjemno visoke dohodke. Seveda se mi težko primerjamo, ne, recimo s Toskano v Italiji, ne, se pravi Rim, Firence pa vse tisto, ne, ali pa recimo tudi z Avstrijo, pa avstrijskimi gradovi, pa tako, ne, ali pa s Francijo, pa dolino gradov, recimo, ne. Ampak po drugi strani, ne, pa tistega, kar smo, pa kar imamo, tudi ne znamo, bom zdaj rekel z grdo besedo, prodati, ne. In ne znamo tega tržiti, ne. Slovenija oziroma kulturna dediščina, ne, v Sloveniji je priča, je prvič izredno bogata in drugič je neke vrste materialno pričevanje o tem, da je ta prostor, ne, bil vedno izjemno prometen, ne, in da je to stičišče, križišče in tudi bojišče številnih kultur v preteklosti, ne. Na tem majhnem ozemlju, ne, se je zgodilo ogromno zgodovine, ne, pa ne zaradi Slovencev samo, ne, ampak vse te zgodbe, ne, od tisti znani bitki na Ajdovščini, ne, ko ste se spopadla rimski, poganski pa krščanski cesar, recimo, ne. Potem Turki so, kadarkoli so šli na Dunaj, so šli čez Slovenijo. Da ne govorim, da so prihajali tudi samo v Slovenijo, ne. Ravno včeraj se je dal prebrati, ne, oziroma ponedeljek prilogi Dela, da bi naj približno 200 000 Slovencev pravzaprav končalo v turškem suženjstvu, ne.
Potem ilirske province, Ljubljana je bila prestolnica ilirskih provinc in to. Samo to zgodovino tržiti, ne? In materialne ostanke te zgodovine, da ne govorim, da je v Sloveniji arheologije toliko, ne? Da se ljudje bojijo malo globlje zasaditi lopato, ker bojo takoj nekaj ven potegnili, ne? In bojo morali arheologe klicati, ne? V skladu s predpisi. Ne? To na primeren način predstaviti, ne? In tržiti in povezati seveda z drugimi programi na področju turizma, bi lahko Sloveniji prineslo po moje in na srečo, ne, tudi po prepričanju novega ministra za gospodarstvo, ne, recimo 2-krat, 3-krat večji izplen na področju turizma. Ne. Mi seveda o turizmu velikokrat zelo fino pa učeno govorimo, ne, ampak potem se vse konča pri naravnih zdraviliščih, ne, pa pri začudenju, zakaj turisti grejo skozi Slovenijo. V zadnjem času se je mogoče v Ljubljani položaj nekoliko izboljšal in to se že pozna. Ne. In to zakaj? Ne? Ljudje gledajo, prihajajo v Ljubljano gledati ravno kulturno dediščino, prihajajo gledati Plečnika, Fabijanja, ne, to arhitekturo, staro Ljubljano, ne, in tako naprej. Vedno nekako naletimo seveda na en velik problem, to so finance, to je vedno tako, tudi ko govorimo nasplošno o kulturi. Seveda pa midva ne moreva tudi mimo medijev, glede na to, da sva na televiziji, da sva na regionalni televiziji, statusom posebnega pomena. Vsi vemo, da si nekako želimo tudi te ureditve. Kaj vaše ministrstvo dela v tej smeri? No, zdaj v Sloveniji imamo seveda 3-4 vrste medijev. Ne. Začel bi mogoče s tem, ne, da imamo javno RTV, ki naj bi, podobno kot tudi v drugih državah, ne, Franciji, v Angliji in tako naprej, spet izvajala neke vrste tudi javno službo. Ne. Jaz rad rečem, da je RTV Slovenija je in bi predvsem morala biti tudi v splošni zavesti, ne, predvsem po zavesti poslancev v Državnem zboru, najbolj pomemben in največji kulturni javni zavod v Sloveniji. Ne. Žal se, kadar se začnejo politiki pogovarjati o RTV, pogovarjajo vedno o RTV in še to samo o televiziji, ne, kot o politično-informativnem mediju. Ne. Drugič je ta mreža, ne, del, kot ste sami rekli, o radijskih in televizijskih postaj posebnega pomena. Ne. Se pravi, te, ki izvajajo podobno funkcijo kot RTV na ravni države, na lokalnih ravneh. Mislim, da je tudi vaša, ne, spada v ta sestav. Ne. No, in potem so seveda neke lokalne, še dodatno lokalne, ki po nekaterih občinah in tako. In potem seveda komercialna sfera. Ne. Zdaj, Slovenija ima to težavo, da je toliko majhna, da pravzaprav razen za enega res velikega igralca na področju komercialne televizije skoraj da ni več prostora, predvsem pa ne oglaševalcev, ne, če hočejo živeti. In zato se tudi ta edini obnaša v Sloveniji precej, kako bi rekel, nekorektno do možnih ostalih in tudi do javnih, ne, medijev. Ne. Zdaj, mi si seveda prizadevamo na tem področju voditi neko politiko, ki bo primerljiva z ostalimi evropskimi državami. Tu mislim, da najbolj tak dober zgled je recimo Francija. Ne, kaj to pomeni? Ne? Mi pač vemo ali pa smo prepričani, da funkcija zlasti tistih, ki so v javni lasti, ampak tudi komercialnih, ne, je v tem, da vendarle vzdržujejo tudi in omogočajo določeno raven in
kvantiteto domače produkcije. Naj bo glasbene, naj bo audiovizualne domače produkcije. To so tako imenovane kvote. Ne. Poleg tega, ne, mislimo, in tudi jaz osebno mislim, da je zelo pomembno, ne, da dajemo nek enakovreden prostor tudi evropski produkciji. In da se po možnosti seveda omeji, ne, zavestno pritisk in vpliv zlasti seveda prej že omenjene, ne, takrat sem to omenil v pozitivnem kontekstu, ameriške popularne kulture, ne, ki je danes globalizirana, ne, in ki praviloma na nek način zatre ustvarjalnost, ne, na lokalnih ravneh, na lokalnih, mislim, državnih, ne, recimo v drugih okoljih, ne, in uveljavlja nek vpliv množične kulture, ki ni dober, ne. Zato seveda zakonodaja slovenska predpisuje tako imenovane kvote, ne, tako na glasbenem kot na audiovizualnem področju, predvsem zato, da domačo ustvarjalnost omogoča in kot pravim podpira, ne. To je en vidik, ne. Drug vidik je pa ta, da če vključimo še tiskane medije, ne, deloma sem pa to že prej omenil, ne, da danes žal, ne, s privatizacijo medijev, ne, kar je pretežen del medijev, se po eni strani absolutno uveljavlja vpliv globaliziranega kapitala, ne. Mediji so pač morajo delati tisto, kar od njih zahtevajo lastniki, ne. In se po drugi strani politike, ne, ki pa seveda tudi praviloma zlorablja medije, ne. In zaradi tega seveda prihaja do tega, da kakovost, ne, dela v medijih pravzaprav zelo pada, ne. Pada v tem, da pač gre v senzacionalizem, ne, da vedno bolj prevladuje tudi v tiskanih medijih rumena barva, kot temu rečemo, ne, da pozitivna novica ni več za nikogar zanimiva, ne, ampak samo slabe novice, samo afere, ne, da tudi če to kot bivši župan rad to porabim, ne, če občina zgradi šolo, ne, in povabi medije na otvoritev, je to komaj za kakšen medij še zanimivo, ne. Če pa si na domnevno slabo spluženi cesti, ne, nekdo zvije nogo, ne, pride pa vsaj 5 televizij, ne, to posnet, ne. Seveda težava je o financiranju tudi težek položaj, tako kot ste že prej rekli, lokalnih, regionalnih televizij, radijskih postaj in nekako se trudimo, da bi uredili to financiranje. Kako se boste s tem spopadli tudi na vašem ministrstvu? Ja, ni dolgo tega, ne, smo imeli ravno en sestanek s predstavniki zlasti teh postaj, ki delajo, ki so posebnega pomena. Ravno z tega vidika, ne, gre predvsem za to, ne, kako zregulirati zdaj, državnih sredstev, da tako rečemo, oziroma javnih sredstev je pač trenutno to, kot je. Najbrž se kakšno leto, dve bistveno več ne bo, čeprav obljubljajo z Ministrstva za finance, da bi drugo leto naj bilo že malo boljše, ne, ampak to bo verjetno, če bo kakšen odstotek, ne, in da se pravi, ta vreča je pač taka, kakršna je in bistveno boljša še nekaj časa ne bo. Se pravi, da je potrebno predvsem urediti regulacijo tega trga oglaševalskega in tega, ne, kjer zdaj pač pobirajo smetano, ne, komercialni mediji, predvsem seveda če so pri audiovizualnih medijih, ne, se pravi pri televiziji, predvsem eden, ne, in ki pa po drugi strani z različnimi
lobističnimi pritiski in tako naprej si prizadeva za to, da bi pravzaprav celo izključili javne medije iz pravice do oglaševanja. Ne. Po drugi strani, ne, je seveda težava ta, da s tem, ko se to je nek vidik, ne, na katerega se poredko pomisli, ne, s tem, ko se dogaja tako imenovana privatizacija, ne. Zlasti, ko se ko se podjetja prodajajo tujcem, ne, ta podjetja pravzaprav v veliki meri izgubijo interes za oglaševanje na tem lokalnem trgu, ne, še posebej, če ta trg ni vse slovenski, ne. Zato, ker preprosto ne vidijo komercialnega učinka, ne. In eden izmed kolateralnih učinkov, ne, prodaje gospodarskih družb, ne, tujcem, bo tudi ta. Tako kot, ker smo pri kulturi širšem, ne, tako kot so, recimo ravno pred nekaj dnevi so mi oblikovalci pripovedovali, ne, da se je v nekaj gospodarskih družbah, ne, ki so se v zadnjih letih prodale tujcem, eden prvih ukrepov je bil, da so slovenski oblikovalci izgubili delo v teh firmah. Ne. Zato, ker so te firme oblikovanje, ne, prevzele, so pač njihovi oblikovalci prevzeli. Ne. Velike firme kot, ne vem, BMW ali pa Bosch, ne, imajo seveda svoje tovarne, svoje lastne oblikovalce. Ne. In ko so se mali gospodarski aparati prodali, ne, gospodinjski aparati prodali, so slovenski oblikovalci a priori odpadli in tako naprej. Zdaj so govorila kar o nekaterih težavah, predvsem tudi o finančnih. Vsi pa vemo, da vlada nekako strmi k varčevanju, tudi finančno ministrstvo in tudi vaše ministrstvo bo verjetno moralo varčevati. Na katerih področjih in kje boste odvzemali sredstva, kje boste varčevali? Ja, že prej sem pravzaprav rekel, ne. Zdaj, če vzamem prav to obdobje, ne, odkar je nova vlada in odkar sem pravzaprav tudi jaz na ministrstvu, potem nekako najprej naj rečem, ne, da smo na ministrstvu ocenili in celo do neke mere uspeli prepričati predsednika vlade in posledično tudi finančno ministrstvo, da je kultura prišla pravzaprav pod mejo, če bi tako rekel, skoraj preživetja. Ne. Zlasti zaradi tega, ker je seveda zasebnih vlaganj, ne, v obliki sponzorstev pa mecenstva skoraj da ni več. Ne. Še 5 let, 10 let nazaj je tega vendarle nekaj bilo. Ampak recimo zdaj nam rezultati kažejo, recimo tudi pri Cankarjevem domu in tako naprej v Ljubljani, da se je delež sponzorskih sredstev prepolovil ali pa še bolj znižal. Ne. Se pravi, da smo zato je recimo naše ministrstvo bilo tako pri rebalansu za leto 2014, kot pri rebalansu za leto 2015, ki šele bo v državnem zboru, nekako deležno pravzaprav relativno manjšega zniževanja sredstev. Ne. Naša prva prioriteta pri tem je bila, da na področju sredstev, ki so namenjena programom, ne znižujemo več nič. Ne. In tako da smo tudi na račun trdovratnosti, da tako rečem, ministrice, ne, uspeli na tem, kar se tiče sredstev namenjenih programom, ohranili enako, kot je bilo že predvideno s proračunom za 14 in 15. Ne. Smo pa se skoraj morali v celoti odpovedati investicijam, razen tistemu, kar je pač povezano z uporabo sredstev iz strukturnih skladov evropskih in pri materialnih stroških. Ne.
To, kar pomeni, da tudi javni zavodi, ki se financirajo iz državnega proračuna, bodo morali še dodatno zniževati materialne stroške. To ima pa seveda tudi svoje slabe posledice. Ne. Dobro, eno je, da s tem, ko ni sredstev za investicijsko vzdrževanje in sploh za investicije, pač stvari propadajo, ne. Da je recimo danes velika težava, ne, če vzamem primer ljubljanske Drame, ne, da je tam so težave s streho, da te strehe krpamo tako rekoč s šotorskimi krili, ne, ker enostavno ni denarja za to, da bi streho zamenjali. Ne. To je ravno prej, ko smo govorili o kulturni dediščini. Ja. Drug problem je pa ta, ne, da bomo počasi gledali v gledališčih samo še predstave na praznih odrih, ne, brez scenografije in tako naprej. Veliko se je govorilo tudi o predlogu zakona o več slovenske glasbe v medijih. Predlagatelji pravijo celo, da bi lahko ta zakon prinesel več zaposlitve. Se strinjate s tem oziroma kako gledate tudi na ministrstvu na ta nov zakon? Vemo pa je, da je tukaj velika razlika, ko gre za radijske postaje in televizijske hiše, ker radijske postaje glasbo vrtijo, pri televizijah pa seveda potrebujemo tudi videospote. Teh pa vemo, da ni, ker je ponovno povezano s finančnimi sredstvi. Ja, zdaj jaz mislim, bil je pač vložen ta zakon, ne, ki ga je vložila ena od opozicijskih strank, ne, pri čemer se postavlja prvo vprašanje, ne, ki je malo politično, recimo temu hudobno, ne. Oni so še ni tako dolgo tega bili največja vladna stranka, takrat niso tega predlagali, ne? Če jih tako skrbi, ne, za slovenske ustvarjalce, ne. Dejstvo pa je, ne, da ne bo pomote, ne, da seveda na ministrstvu glede na to, da je ministrica še posebej, ne, nekako zelo zavzeta za kulturno dediščino po eni strani, po drugi strani pa ravno za uveljavljanje tudi slovenske izvirne kulture, da je ena od prioritet razmislek o tem. Ne. Ampak, v zvezi s tem zakonom, ki je bil potem zavrnjen, in kateremu je tudi vlada dala, pač ni dala podpore, je treba povedati naslednje, ne, da je ta zakon pravzaprav samo mehanično predlagal dvig teh kvot, ne, in to relativno visoko, ne, na 50%, ne da bi pravzaprav urejal stvari, ki bi jih hkrati bilo treba še dodatno urediti. Ne. Ena izmed stvari, ki je, ne, na tem področju pomembna, je najprej ta, ne, da so kvote že zdaj obstojajo, so nižje od tega, kar so oni predlagali, ampak tudi te kvote se ne spoštujejo, ne, in Slovenija nima mehanizma, kako bi to sankcionirala. Ne. Kaj nam pomaga, ne, če imamo mi zdaj kvoto, recimo 20% na nekem področju, ne, če se ta kvota ne spoštuje in takrat, ko se je to sprejel, se ni sprejel ustreznih rešitev, ki bi omogočale učinkovit nadzor in tudi nenazadnje recimo globe za tistega, ki tega ne spoštuje. Ne. In zlasti komercialne, ne, komercialni mediji, nekateri, ne vsi, ne, se dobesedno posmehujejo. Ne. Kaj nam pa morate? Saj ni kazni. Ne. Se pravi, prva stvar, ki si, če gledam tako racionalno, je urediti sistem nadzora in sistem sankcioniranja. Ne. Zdaj, drugo je, potem so tudi razlike. Ne. Mi imamo v Sloveniji tudi medije, ne, recimo zlasti na radijskem področju, ki pravzaprav predvajajo izključno slovensko glasbo. Ne. To so tematski, ne. Recimo tisti, ki so, imate radijske postaje, ki recimo so namenjene tako imenovani narodno-zabavni glasbi, ne, in praktično 100% časa, ko vrtijo glasbo, vrtijo to glasbo. Ne. Potem je pa to, kar ste vi pravzaprav prej že omenili. Ne.
količine produktov na glasbenem področju, na audiovizualnem področju so pač omejene. In lahko, če mi danes predpišemo, da je treba, 50% zagotoviti slovenske glasbe, lahko pravzaprav naredimo te glasbi na daljši rok tudi slabo uslugo. Zato, ker tiste medije, ki vrtijo predvsem glasbo, bojo v letu dni to glasbo zaradi nenehnega ponavljanja istih skladb, tudi priskutili ljudem. In bo pravzaprav prišlo do averzije, do slovenske glasbe, ker je pač, jaz sem eden tistih, ki na nek način mislijo, da je recimo, ko dostikrat govorimo o zlati dobi slovenske popevke. Te pesmi so res fine, popevke, Orion, Poletna noč in tako naprej, čeprav sem drugače bolj rock generacija. Ampak teh pesmi je mogoče 100 res kvalitetnih. In vi ne morete vsak dan zavrteti samo teh 100 skladb. Pri nekem radiju, ki dela program mogoče 18 ur na dan, od tega je mogoče 1 ura govornega programa ali pa 2, ker je pač tak radio, 16 ur vrti pa glasbo. Če bomo zdaj mi zahtevali, da 8 ur vrti slovensko glasbo, boljše je zahtevati, naj jo vrti 4 ure, in da ima možnost nekega kvalitetnega izbora. Se pa seveda, je pa po drugi strani, je pa res, tudi če govoriva zdaj pa o audiovizualni, pa tudi o glasbeni produkciji, da bi spoštovanje kvot na tem področju pomenilo to, ne govorim toliko o zaposlitvah, da bi to omogočili takoj, da bi potreba po tej produkciji narasla in da bi recimo televizija, tudi javna televizija, bolj dosledno spoštovala to, da je treba domači program podpirati, da je treba dati tudi zunanjem, neodvisnim producentom možnost, da delajo ta program, in da se ta program vrti, da se vrtijo tudi slovenski filmi, da se delajo tudi več recimo igranega programa za televizijo in tako naprej. Tako da to je vse res, ampak treba je malo bolj občutljivo oceniti, kaj je možno, kaj je res smiselno, Na vsak način pa ministrstvo podpira, da se te kvote dvignejo, predvsem pa, da se spoštujejo. Vemo, da smo v kriznih časih, o težavah, glede financ sva že veliko govorila. Kako pa je v teh kriznih časih postaviti prioritete v kulturi? Nekje je mati, drugje ne. Kaj je bolj pomembno? Če gledamo, je celotna kultura pomembna. Kaj bodo vaše prioritete tudi v nadaljevanju mandata? Glejte, na začetku sva se začela pogovarjati o tem, kakšen je pomen kulture. In takrat, tam sem rekel, da se premalo zavedamo, da se je položaj kulture spremenil. Zdaj, včasih kdo reče, se kultura po letu 1990 ni več važna, in tisti, ki to želijo delati, pač naj delajo, naj sami razmišljajo o tem, kako bojo preživeli. Ampak potem se moramo vprašati, zakaj pa Francija tako skrbi pa vlaga toliko v svojo kulturo in tudi Nemčija recimo. Ali pa Francija ima neprimerno bolj rigorozno zakonodajo, tudi na področju jezika recimo, pa na področju kulture kot Slovenija. Francija ima recimo vsi kinematografi, ki vrtijo ameriške filme, morajo del
denarja, ki ga iztržijo za vstopnice, neposredno vložiti v sklade za francoski film, ne? In tako naprej. Zakaj, ne? Zato, ker je kultura danes, ne? Ampak ne na tist tradicionalni način, ne? Pravzaprav najpomembnejši dejavnik v oblikovanju in v izražanju identitete, skupnosti, ki živi, ne? Nalašč nisem rekel naroda, ne? Ker narod je s tem, ko je Slovenija postala država, tako kot rečejo filozofi, pravzaprav prerastel v nacijo, ne? Je postal nacija. Nacija pa ne pomeni tisto, kar si nekateri ljudje običajno predstavljajo, da bomo zdaj delali krvne teste, kdo je Slovenc, kdo ni, ne? Nacija pravzaprav je skupnost vseh državljanov in državljank neke države, plus tisti pripadniki, ne, ki živijo v tujini, pa so še vedno sami sebe vidijo kot Slovence in jih tudi mi vidimo kot Slovence, ne. Zato taka kultura, ne, je v javnem interesu, nosilc tega javnega interesa je pa pač nacionalna skupnost v celoti, ne. In pripadnost neki nacionalni skupnosti je pravzaprav v prvi vrsti kulturna pripadnost, ne. Vi pripadate kulturi, ne. Ko človek razmišlja, ne, kaj je pravzaprav tisto, kar nas dela Slovence, ne. Zdaj neka raziskava, celo v zadnjem času je to potrdila, ne, menda, ne, gre za neko genetsko raziskavo, ne, ko se je ugotovilo, da smo pravzaprav Slovenci na nek način po genetsko gledano skoraj bližji Nemcem, kot pa Hrvatom ali pa Srbom, ne. Ampak to ne pomeni, da nismo Slovani, ne. Zato, ker slovanstvo ni samo krvna sorodnost, ne, ampak je kulturna sorodnost, je jezikovna sorodnost. Jezik, ki je na nek način največja ustvaritev kulture, ne, nacionalne, je hkrati tudi nek filozofski sistem, ne. Jezik ima vse nek pogled na svet, ne. In mi se razlikujemo od drugih potem, ne. Tako, in to se vidi, jezik je, kot temu rečejo, tudi vrednostni sistem, ne. In ni slučaj, da se jeziki med seboj razlikujejo, ne. Da je v enem jeziku najpomembnejša beseda, recimo, so glagoli, ne. V drugem samostalniki, ne. Da je zgradba stavkov različna, ne. Mi vemo, da smo najbolj smešni, kadar govorimo angleško, ne, ampak uporabljamo slovensko sintakso, ne. In gledamo kot oni čudaki, ne. Zato, ker je v tem, ne, kako je v angleščini zgrajen stavek, je neka filozofija, ne. In v tem, kako je v slovenščini zgrajen stavek, je spet neka filozofija in podobno v nemščini. Da ne govorimo o kitajskem jeziku, ki je sploh popolnoma drugačen, ne. In je linearen, ne. Z razliko, naš stavek ima vse neko strukturo, ne. Imamo osrednjo besedo, ne, in tiste, ki so manj pomembne, ne. Kitajščina je menda popolnoma drugačna, ne, kar se tega tiče, ne. In zato se tudi seveda dostikrat ne razumemo, ne, ker beremo tuje, v tujem jeziku napisane stavke po slovensko in obratno, ne. In zato je pri prevajanju, ne, bistvu, če hočete res verodostojno prevesti, pravzaprav ne smete prevajati dobesedno, ne. Tako, ob koncu oddaje sva, zato bi mogoče zaključila seveda z 8. februarjem, čisto na kratko. Kakšen je pomen praznika? Ga Slovenci praznujemo tako, kot je treba? Ga sploh praznujemo? Jaz mislim, da, jaz upam ali pa verjamem, da ga kar veliko Slovencev vseeno praznuje, da ga praznuje tudi politika, ne, ali pa država, čeprav potem pozabi malo na kulturo včasih, ne. Ampak vseeno, jaz mislim, da razlog za to, da Slovenci praznujemo slovenski kulturni praznik, je najmanj dvojen, ne. Eden je pač zgodovinski, ne.
Nesporno je, da Slovencev kot naroda in Slovenije kot države ne bi bilo, če ne bi bilo Trubarja pa njegovih sodelavcev v 16. stoletju, če ne bi bilo, kot sem že prej omenil, ali pa nakazal, preporodnega gibanja konec 18. stoletja in potem seveda v 19. stoletju Prešerna, Levstika, pa do Cankarja in tako naprej. Ne? In tega, kar so pravzaprav ti ljudje hoteli. Ne? Prešeren, ne, če beremo dobesedno in Zdravljico, pa ne samo Zdravljico, ne, je pravzaprav govoril o tem, da je naš cilj država, ne, čeprav se takrat tega pač ni smel povedati popolnoma eksplicitno. Pravzaprav tudi ni pa mogoče reči, ne, to je pa seveda v isti sapi treba povedati, da so češ, ne, da smo mi nasledniki Karantanija ali pa ne vem kaj, to so pa mal prenapete interpretacije. Ne. Narodi so se pač rodili, ne, mi smo eden tistih narodov, ki se je nekje začel rojevati v drugi polovici 18. stoletja in se je dokončno rodil v 19. stoletju. Ne. Tudi zgodovinari, vsej večina tako misli. Se pravi, en je ta razlog. Drug razlog je pa ta, ki ga ima kultura danes. Ne. Že prej sem rekel, ne, da če želimo obstati, ne, kot Slovenci, bomo obstali predvsem s kulturo, ne, skozi kulturo in jezik. Ne. Veliko je v Evropi primerov, ko so bila ljudstva, ki so bila v nekem času veliko bolj kulturno razvita, veliko bolj ekonomsko razvita, ne, in veliko bolj politično pravzaprav močna in tudi številčno močnejša, pa so izginila. Danes jih ni več. Ne. Od Provansalcev, dobro, Katalonci so se prebudili. Irci so skoraj izgubili identiteto, ne. Pa so potem, da ne govorimo o pomembnih segmentih v Franciji. Ne. Francija je pač svojo absolutistično politiko, so izginili Navarci, Normandici, pa tako naprej. Ne. Vrsta ljudstev je izginila, ne, zemljevidov, zato ker niso pravzaprav zmogli tega, kar je zmogla ta kultura. Ne. In to naj bo iztočnica za praznovanje slovenskega kulturnega praznika. Gospod Peršak, hvala lepa za obisk v našem studiu in tale pogovor, seveda pa lep slovenski kulturni praznik tudi vam. Hvala in seveda tudi vsem vašim gledalcem, ne, in vam želim tudi jaz čim lepši slovenski kulturni praznik. Dragi gledalci, drage gledalke, vam pa seveda hvala za vašo pozornost. Lepo praznujte jutrišnji slovenski kulturni praznik in dovolite mi, da zaključim z stavkom, ki izhaja iz enega predavanja gospoda Peršaka, pravi pa: ne ustvarja družba kulture, kultura ustvarja družbo. Hvala lepa in lahko noč.